Laško je mesto ob Savinji z okoli 3300 prebivalci in je središče občine Laško. Poleg starega mestnega jedra na levem bregu Savinje obsega še območje zdravilišča ob izlivu rečice v Savinjo in Počmihev z železniško postajo na desnem bregu ter Podhum in območje pivovarne Laško. Mestece se ob zdraviliški tradiciji ponaša še s pivovarsko. Pivo varijo od leta 1825. 7. november je dan, ko Laščani obeležujejo svoj občinski praznik. Leta 1227 je bilo v pisnem viru Laško prvič omenjeno kot Laški trg, listini Leopolda VI. Ob posvetitvi cerkve v Jurkloštru. Vsako leto v okviru praznika pripravijo prireditve ter občinsko proslavo, na kateri so podeljena občinska priznanja. Grad nad mestom, ki je bil nekoč upravni sedež gospostva in knežje sodišče, je verjetno stal že v 11. stoletju. Dolga leta je bil v lasti slavnih celjskih grofov, ki naj bi ga uporabljali kot lovski dvorec. Ime Tabor je dobil v času turških vpadov, ko je s svojo utrjenostjo varoval prebivalce trga. Danes je v njem restavracija z vrhunsko kulinariko. Kislingerjeva hiša je nekdanja trška kašča, ki je služila kot shramba za žito in vinska klet. Zdaj v njej deluje muzej Laško, ki s svojimi razstavami predstavlja zgodovinski razvoj mesta od pradavnine do današnjih dni. Ob mostu, ki vodi čez Savinjo v staro mestno jedro, obiskovalce pozdravlja kip Gambrinusa, kralja piva. Stvaritev akademskega kiparja Ferenca Kiraja je nastala na eni od poletnih kiparskih delavnic v Laškem. Kip je bil postavljen leta 2000 ob 175-letnici pivovarne Laško. Festival Pivo in cvetje je največji glasbeni in turistični dogodek. Bogat nabor zanimivosti iz zgodovine, lokalne kulture, pivovarske tradicije in hortikulture so posebnosti festivala. Pod stekleno kupolo termalnega parka in prijetnim hotelskim kopališčem vas čaka vrsta vodnih sprostitev in razvajanj. Termalna voda je uporabljena tudi kot poglavitni dejavnik medicinske rehabilitacije. Slavnostna otvoritev prenovljenega kulturnega centra se je zgodila 17. septembra leta 1993 z orkestrom Slovenske filharmonije. Vse od takrat je kulturni center prostor, ki omogoča umetniškim delom in dogodkom, da najdejo pot do gledalcev in obiskovalcev. Precej pestra narava, zlasti v obliki neurij in poplave. Kljub temu pa se danes oziramo v prihodnost spet z optimizmom, saj praznujemo naš praznik, praznik občine Laško. Letos obeležujemo 104 leta od tistega zgodovinskega trenutka, ko se je Laško poimenovalo kot Laško. Deželna vlada Slovenije je namreč 22. avgusta 1919 v uradnem listu objavila razglas, da se trško občino in trg Laško od tega dne pravilno označuje in naslavlja z Laško ter ne več kot Laški trg. Danes je naš občinski praznik in ob tej priložnosti se spominjamo,
da je naša občina prijazna, dostopna, gostoljubna in tudi zelena. Kljub izzivom narave, ki so nas prizadeli letos, ohranjamo ta optimizem in ponos v pogledu na naše mesto. To živost našega mesta sooblikujete vsi, drage občanke in občani, ki Laškemu dajete poseben pečat. Poseben pečat pa občini daje tudi župan Marko Šantej, ki ga s spoštovanjem vabim, da nam ob tej priložnosti nameni nekaj besed. Spoštovani minister za gospodarstvo, turizem in šport, spoštovani župani in podžupani sosednjih občin, spoštovani župani, podžupani in predstavniki delegacij iz pobratenih občin Trstenika, Vrbovca in Novigrada, podžupana občine Laško, občinski svetniki, predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti, vsi ostali vabljeni gostje, lepo pozdravljeni. Poseben pozdrav pa namenjam častnemu občanu, dr. Rafaelu Cajhnu, ter vsem ostalim prejemnikom in dobitnikom najvišjih občinskih priznanj. V zadnjih letih si je občinski praznik občine Laško razvil v praznovanje, ki ga obeležujemo s številnimi dogodki in prireditvami, ki trajajo več dni. Letošnja osrednja proslava pa se odvija prav na dan občinskega praznika. Območje občine Laško ima izjemno bogato zgodovino, na katero smo in moramo biti ponosni. Prvi pisni viri segajo tja v 12. stoletje, v čas delovanja nekdanjega kartuzijanskega samostana v Jurkloštru. Občinski praznik praznujemo 7. novembra, v spomin na prvo omembo Laškega kot trga v pisnem viru, to je v listini Leopolda VI. Iz leta 1227. Ko je imel kraj Laško takrat že trške pravice, s tem pa tudi pravico oziroma privilegij do sejma in pa lastnega trškega sodnika. Občinski praznik je tako priložnost, da se ozremo nazaj na dogodke in dosežke preteklega leta, ter da se naslonimo na izzive in načrte, ki nas čakajo v prihodnjem. Kaj je torej tisto, kar je zaznamovalo celotno zadnje leto? Zaznamovala ga je visoka inflacija, podražitve, višji materialni stroški in višanje cen storitev, višje plače v javnem sektorju, dvig cen električne energije in plina. Vse to povišuje tudi stroške občinskega proračuna in posledično zmanjšuje tisti variabilni del, ki ga občina namenja za investicije. Ko smo se z višanjem cen že nekako sprijaznili in ga z rebalansom uskladili, so se pričela poletna neurja. Od meseca maja do julija smo zabeležili več dogodkov, ki so območje naše občine močno prizadeli. Avgusta je bilo v poplavah poplavljenih preko 150 objektov, ocena škode je presegala 11 milijonov evrov, sproženih je bilo ogromno plazov. Res je, da tokrat po višini škode nismo bili med najbolj oškodovanimi občinami, a ne morem mimo dejstva, da spadamo med poplavno najbolj ogrožene slovenske občine. Tako smo bili od leta 1990 pa do danes kar 8-krat resno poplavljeni, od tega kar 5-krat v zadnjih 15 letih. Ne morem tudi mimo dejstva, da so nekateri visoki predstavniki na državnem nivoju v medijih izjavljali, da je občina Laško tako ali tako navajena plavati. Koliko empatije premorejo takšne osebe do vseh tistih, ki so v poplavi izgubili praktično vse svoje premoženje, se sprašujem. Verjetno si marsikateri obiskovalec današnje proslave težko predstavlja, da je Savinja poplavila vhodno avlo kulturnega centra, da je voda segala do roba tega odra in da je bilo poplavljenih prvih 6 sedežev. Sanacije smo se lotili takoj. Le pozorno oko morda še zazna razliko v zamenjanem parketu v tej dvorani. Če smo se še pred nekaj tedni spraševali, ali bomo proslavo izvedli v tej dvorani, lahko danes ugotovimo, da je dvorana praktično za vse premajhna in veseli me, da je tako. Zato pa je prav, da se na tem mestu, tudi ob občinskem prazniku, še enkrat javno zahvalim vsem, ki so in ste pomagali v času poplav ter intervencije. Hitra in učinkovita pomoč je bila ključna pri zaščiti naših občank in občanov ter posameznih objektov. V prvi vrsti hvala operativnemu delu štaba civilne zaščite na čelu s poveljnikom,
vsem gasilskim društvom, ki ste opravili ogromno ur prostovoljnega dela, Komunali Laško in lokalnim izvajalcem za izvedbo intervencijskih del na cestah in vodotokih ter javni infrastrukturi, Centru za socialno delo, Karitasu in Rdečemu križu za nudenje pomoči oškodovanim družinam in posameznikom, koncesionarjem, v prvi vrsti Elektro Celje, ki je poskrbel, da so vsi občani brez električne energije v najkrajšem času dobili nazaj to osnovno dobrino. Hvala tudi vsem gostinsko-turističnim ponudnikom, ki ste nudili prehrano za prostovoljce in ekipe zaščite in reševanja in ki ste zagotovili namestitvene kapacitete za vse evakuirane. Vsem donatorjem, tako fizičnim osebam kot podjetjem, ki ste prispevali sredstva, katere smo in jih še bomo namenjali v sklopu sanacije najranljivejšim skupinam oškodovancev. Hvala tudi sosednjim občinam za pomoč tako z opremo, prostovoljci kot tudi finančno. Zahvala gre tudi vsem sodelavcem občine Laško, ki so skrbeli za to, da je bila občinska uprava na voljo za strokovno pomoč občanom. Vse to je solidarnost, zaznamovana z medsebojno pomočjo. In prenekateri sedite danes tudi v tej dvorani, zato še enkrat hvala vam. Hvala vam za podporo v trenutkih, ko smo jo najbolj potrebovali. Kaj je torej zaznamovalo zadnje leto? Če bi se ozrli le na zadnje 3 mesece in na najpogosteje izrečene besede v medijih, bi verjetno enotno določili 4 besede. Poplava, intervencija, sanacija in pa solidarnost. O poplavi in intervenciji je bilo že dosti povedanega, zato naj nadaljujem z naslednjima. Sanacijo, solidarnost pa bom prihranil za konec. Veliko vprašanj se poraja, s katerimi se občani obračajo oziroma obračate na občino. Kdaj bodo očiščeni vodotoki, kdaj bo urejena javna razsvetljava, sanirani plazovi in poškodovane ceste, urbana oprema in peš poti. Tudi sam bi si želel, da imam na vsa ta vprašanja takojšnje odgovore in na voljo ne le zadostna finančna sredstva, temveč tudi strokovno podporo in pa usposobljene izvajalce del. Da se čim prej vrnemo v mesec pred poplavami in da začnemo graditi tam, kjer se je pred 3 meseci vse skupaj ustavilo. Vsi skupaj se moramo zavedati, da bo sanacija trajala še nekaj časa in bo potekala postopoma. A vendar moramo gledati naprej predvsem pozitivno. Na srečo je bila škoda le materialna in nismo imeli človeških žrtev. Če ne bi bilo takšne poplave, ki je odprla oči tudi marsikomu na državnem nivoju, sem prepričan, da bi se načrt izgradnje protipoplavnih ukrepov zamikal. Sedaj se je časovnica ponovno skrajšala, tudi sredstva naj bi bila zagotovljena. In na tem mestu vam zagotavljam, da bom naredil vse, kar je v moji moči in v moči zaposlenih na občini Laško, da bodo predvideni ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti izvedeni, da bomo pravočasno pridobili gradbeno dovoljenje in na to skupaj z investitorjem, z državo izvedli predviden del ukrepov v naši občini po načrtih do sredi leta 2026. Naj vam zaupam, da prihodnje leto Zidani most praznuje 800 let prve omembe kraja. Kraj je dobil ime po kamnitem mostu, zgrajenem leta 1224. Most je bil nato porušen leta 1442. Zakaj to poudarjam? Kamniti most iz 13. stoletja je stal več kot 200 let, nato pa so ga porušili. Ni ga odneslo, niso ga porušile poplave. Iz zgodovine se tako lahko in se moramo marsikaj naučiti. A vendar pravijo, da se učimo predvsem na lastnih napakah. Zato brez hkratne ureditve protipoplavnih ukrepov v zgornjem toku Savinje in njenih pritokov občina Laško ne bo nikoli poplavna varna, ne glede na to, kako visoke zidove gradimo. Prepričan sem, da bomo uspeli občino obnoviti in jo ponovno vsem prikazati kot turistično destinacijo, na katero smo vsi skupaj ponosni. Velik del tega k turističnemu delu že sedaj prispeva urejenost vasi, ulic, hiš, kmetij in javnih ter gospodarskih poslopij. Danes boste najboljši prejeli priznanje v sklopu projekta Moja dežela, lepa in gostoljubna. Vaše zgledno urejene fasade, odsvetličenje in urejena okolica so nam vodilo in smerokaz, hkrati pa motivacija za čimprejšnjo sanacijo občine. Pa je bilo v preteklem letu vse res le slabo? Prav je, da se sprehodimo tudi mimo ključnih mejnikov in projektov. Najzahtevnejši projekt, gradnja kanalizacijskega omrežja, je v zaključovanju. Na 5 sklopih v skupni dolžini približno 8 km smo hkrati na več delih obnovili vodovod, uredili meteorno kanalizacijo,
vkopali cevi za vgradnjo širokopasovnega omrežja, obnovili oziroma postavili stojna mesta za javno razsvetljavo, ceste pa so oziroma bodo dobile novo asfaltno prevleko. Zaključena je tudi gradnja vodovoda Ojstro za Hum Tolsto Brstnik, kjer nas čaka le še pridobitev uporabnega dovoljenja in približno 110 občanov bo imelo dostop do vode iz javnega vodovodnega omrežja. Gradnja športne dvorane v osnovni šoli Antona Aškarca Rimske Toplice in zunanjih igrišč se prav tako bliža koncu. Gradnja, kjer brez zapletov zaradi neurij ni šlo. A vendar bodo nove športne površine kmalu predstavljale velik doprinos tako šoli in otrokom, kot tudi društvom in lokalni skupnosti. Muzej Laško je razširil svoje prostore, uredil tam odprti depo in nakupil opremo. Skupaj z zdravstvenim domom Laško smo otvorili nove prostore Centra krepitva zdravja. V sklopu povezovanja in promocije kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško in lokalne borze živil se je v letošnje certificiranje vključilo več novih ponudnikov. Na področju trajnostne mobilnosti pa smo uredili nova avtobusna postajališča in 2 novi izposojevalnici sistema kolesce v Šentrupertu in pa Jurkloštru. V sklopu LAS projekta, ko zadišijo zali, smo uredili nadstrešnice in zeliščni vrt na Zavratih ter postavili novo urbano opremo. Sprejeli smo tudi prostorski akt, ki je podlaga za pričetek projektiranja novega mostu v Rimskih Toplicah. V teku pa so še sanacija športne dvorane 3 Lilije z nadgradnjo prezračevanja in pa ureditvijo športnega poda, zaključek projekta ureditve parkirišča za avtodome na Šmohorju in pa pričetek gradnje prizidka k zdravstvenemu domu Laško. To je le nekaj večjih, najpomembnejših projektov, še zdaleč pa ne vsi. Pa vendar je današnja proslava namenjena predvsem praznovanju in pa zahvali tistim posameznikom, podjetnikom in društvom, ki ste s svojim delovanjem pozitivno izstopali, še izstopate in izpadate iz povprečja. Vam, ki ste s svojim delom in dosežki pomembno prispevali k razvoju naše lokalne skupnosti. Vaš trud in predanost sta bila prepoznana in sta nam vse skupaj v ponos in navdih. Izjemno vesel in ponosen sem, da se bomo danes skupaj poklonili prejemniku najvišjega občinskega priznanja, častnemu občanu dr. Rafaelu Cajhnu in preostalim dobitnikom občinskih priznanj. Prejemniki ste si leta zaslužili z dolgoletnim dobrim delom, ko niste mislili le nase, temveč tudi na skupnost, v kateri živimo, ko ste prikazali veliko mero povezovanja, sodelovanja in pa solidarnosti. V zadnjem času, tudi v času poplav, pa je bilo veliko govora tudi o pomlajevanju. O pomlajevanju ekipe zaščite in reševanja, o vključevanju mlajših generacij v procese soodločanja, sprejemanja odgovornosti in prevzemanja zahtevnih nalog. Solidarnost je nekaj, kar nam ni prirojeno. Nihče se ne rodi solidarni. Solidarnost je nekaj, česar se priučimo iz družbe. In kot družba smo mnogokrat kritični, kot posamezniki pa prevečkrat egoistični in premalokrat razmišljamo v dobro celotne skupnosti. Danes boste priznanja prejeli tudi najuspešnejši srednješolci, ki ste z odliko zaključili preteklo šolsko leto. Vi ste tisti, ki boste gradili našo prihodnost čez nekaj let. Na vas, dragi srednješolci, polagamo marsikatere upe in pričakovanja, da boste znali biti tudi vi v prihodnje solidarni, se s svojim bogatim znanjem vključevati v lokalno skupnost in s tem krepiti temelje naše družbe. Spoštovani, za nami je zahtevno leto, pred nami pa nič bolj enostavno obdobje. Vanj stopamo z zavezo do naših krajev, naše občine in občanov, ki tu živimo. Da moramo in da bomo skupnimi močmi, s povezovanjem in sodelovanjem vstopili v prihajajoče obdobje. Obdobje sanacije in gradnje. Vsem skupaj želim prijetno praznovanje občinskega praznika, hkrati pa vas vabim na preostale dogodke, ki se bodo odvili v sklopu prazničnega tedna po celotni občini. Moja žena, tvoj
smo se zbrali, da bi proslavili občinski praznik in podelili priznanja občankam in občanom za ustvarjanje urejenega okolja s čudovitimi cvetličnimi aranžmaji. Njihova zavzetost odraža bistvo projekta Moja dežela, lepa in gostoljubna, ki promovira pomembnost urejenega okolja. Tekmovanje za najlepše urejene vasi in objekte v občini Laško je potekalo pod budnim očesom strokovne komisije, ki je ocenjevala urejenost objektov po kriterijih Turistične zveze Slovenije. Nagrajenci v različnih kategorijah so bili izbrani na podlagi ocen komisije in glasovanja občanov, ki je prispevalo kar polovico ocene. In preden začnemo s podelitvijo, vabim župana, da se mi pridruži, kajti župan bo tisti, ki bo ta priznanja seveda tudi prejemnikom izročil. Začeli bomo kar s kategorijo Najlepša vas, zaselek, naselje, ulica. Drugo mesto si je prislužila oziroma priborila Trsteniška ulica iz krajevne skupnosti Rimske Toplice. Zato vabim predstavnika, da pride na oder in sprejme priznanje. Mesto v tej kategoriji pa si je prislužilo Savinjsko nabrežje iz krajevne skupnosti Laško. Tudi predstavnika krajevne skupnosti Laško vabim, da pride po priznanje. Gospod Vodišek je kar vesel, ne, tega priznanja. Denarja zraven se vrne v ureditev kraja, drugač pa največja zahvala prisluge grejo Komunali Laško in njihovem vrtnarju Krivršek Drago. Hvala lepa in še enkrat čestitke obema krajevnima skupnostima, ki sta prejela to priznanje. Malce na tesno, pa vendarle se imamo radi, kaj ne? In že smo pri kategoriji Najlepša hiša. Kar nekaj hiš je sodelovalo v tem tekmovanju, ampak le 3 mesta so tista, ki bodo danes pripoznana. 3. mesto si je prislužil Miran Lipovšek iz Tevč, a ga žal danes ni tukaj. Vseeno pa mu bomo zaploskali, kajti vidimo njegovo hišo. Kot drugo najbolje urejeno hišo je komisija pripoznala hišo Saše Gračner in Klemna Čadeža z Vrha nad Laškim. Najlepša hiša, torej prvo mesto, pa je hiša Marjance in Antona Freceta Slivnega iz krajevne skupnosti Rečica.
In že smo pri najlepši kmetiji. Kar nekaj je lepih kmetij v naši občini, a drugo mesto si je prislužila kmetija Krpožin, Brigitte in Maxa Štrausa iz krajevne skupnosti Rečica. Malce plašna. Najlepša kmetija v občini Laško pa je kmetija Jančič, Marjane Jančič, in sicer v krajevni skupnosti Jurklošter se nahaja. Seveda dobijo prvovrščeni tudi lepe nagrade. Lahko vam povem, da ne glede na inflacijo so se pa nagrade tudi povišale. Ne samo cene, dobrin, storitev in tako naprej, ampak tudi nagrad. Na tem tekmovanju so bile 4 kategorije in tako smo že pri zadnji kategoriji. Ta je tista, ki bo povedala, kateri javni objekt, večstanovanjski objekt ali podjetje je najlepše. 3. mesto Gerčer d.o.o. iz Belovega, krajevna skupnost Sedraž. Mesto v tej kategoriji pa prejme oziroma si je prislužilo gostišče Čater iz Marija Gradca. In še prvo mesto v tej kategoriji, gostinski lokal Bar Maček iz Spodnje Rečice. Čestitke prav vsem nagrajencem za njihovo predanost in trud pri ustvarjanju čudovitega okolja. Naj pa tudi zaupam, vsi nagrajenci se boste danes še skupaj slikali, torej skupinsko fotografirali, ampak to prihranimo za konec. Stojimi ljudmi, nihče od njih me nič ne vpraša.
kjer me nikoli več nihče ne čaka. Zvezde le svetijo, iste kot svetile so doma. In med strehami spet lastovka leti. Leti, lastovka domov, domov. Košček mojega srca nosiš samo lastovka. Moji deklici povečemo čaka. Se bom streho preletnil v sveta. Leti, lastovka domov, domov. Košček mojega srca nosiš samo lastovka. Moji deklici povečemo čakala. Se bom streho preletnil vrnil iz sveta. Življenje v naši občini bogatijo plemenita dejanja posameznikov, organizacij, društev in ustanov. Občinska proslava predstavlja izjemno priložnost, da izpostavimo nekaj teh in podelimo zaslužena občinska priznanja. Spoštovani župan, prosim, če se nam ponovno pridružite in podelite ta zaslužena priznanja našim današnjim najmlajšim prejemnikom, ki seveda si želimo v občini še več, da bodo krojili našo in svojo usodo. Kristalni grb občine Laško prejme 6 maturantov, ki so na poklicni oziroma splošni maturi dosegli izjemen učni uspeh. Gimnazijo Celje Center je z izjemnim uspehom na splošni maturi zaključil Andraž Bregar. Blažka Cepuš je z izjemnim uspehom na poklicni maturi zaključila srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Celje. Ana Šmerc je dosegla izjemni učni uspeh na poklicni maturi, ko je zaključila srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Ana si zasluži aplavz, res je, ampak žal je danes odsotna. Izjemen učni uspeh na poklicni maturi sta na srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije dosegla Nik Ojsteršek in Miha Škorja. Tjaša Gorišek pa je dosegla izjemni učni uspeh na splošni maturi, ko je končala predšolsko vzgojo na gimnaziji Celje Center.
aplavz za tole naše zlate učence in lahko tudi rečemo, oziroma dijake, zdaj so že študentje. Čestitke torej, še enkrat. Končali smo s kristalnimi grbi, zato sledi podelitev bronastih grbov. Bronasti grb se bo podelil Katarini Očko za prispevek na področju ekološkega kmetovanja. Z ekološko pridelano hrano oskrbuje šole, vrtce, restavracije in bolnišnice. Z veliko ljubezni obdeluje zemljo in se potrudi, da lahko vedno zagotovi svežo zelenjavo. Ob tem vzgaja 2 hčerki in sina avtista in se aktivno vključuje v delo društva kmečkih žena Rosa. Ob tem še promovira lokalno blagovno znamko Okusiti Laško. Deluje tudi v upravnem odboru Združenja ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica. V letu 2020 je organizirala prvi ekološki dan v Laškem, na 9. ekoprazniku v Slovenj Gradcu pa je z ministrom razpravljala o izzivih, s katerimi se srečujejo kmečke ženske. Katarina zagovarja pravice kmečkih žensk, ki na starost ostanejo brez prihodkov. Zanje je treba poskrbeti, je prepričana. Je najsrečnejša, ko njen trud obrodi sadove. Pred 2 letoma je postala kandidatka za Slovenko leta, kjer je odlično zastopala svoja stališča in svojim preprostim nastopom in z veliko mero odgovornosti do slovenske zemlje in kmetov poskrbela za nov, bolj spoštljiv pristop do kmetijstva, ki ga gotovo potrebuje. To priznanje mi veliko pomeni, to pa zaradi tega, ker je priznanje iz naše občine, ker se mi zdi, da če te domači ljudje spoznajo za dobro, skratka za neko dobro delo, je to največ. Nagrada, tako jo prejmem, je nagrada od vseh mojih prijateljev, sorodnikov in sosedov, ko so skozi vse leta, ko še ni bilo tako enostavno prodati ekološka živila, mi stali ob strani in verjeli. In zato je ta nagrada, rečem, lahko njihova. Čestitke, gospa Katarina Očko, izjemni ste s svojim delom. Bronasti grb se bo podelil gostišču Čater za dolgoletno uspešno delo na področju gostinstva in turistične dejavnosti. Stavbe, kjer danes uspešno deluje družina Čater, je dolga in zanimiva. Pisno je bila prvič omenjena sredi 15. stoletja, njeno lastništvo in namembnost pa sta se pogosto spreminjali. Gre za dvorec Gradec, staro graščino, povezano s celjskimi grofi, ki je bila več desetletij v lasti jurkloštrskih kartuzijanov.
Nekaj let je služila tudi kot bolnišnica za delavce, ki so sredi 19. stoletja gradili železnico. Po drugi svetovni vojni je bila v njej lesarska delavnica bratov Kopač. Njuni dediči pa so dvorec leta 1993 prodali družini Čater. Družina Čater je dvorec najprej prenovila, nato pa odprla gostišče Čater z letnim vrtom. Tretja generacija Čatrovih danes uspešno nadaljuje tradicijo in sooblikuje laško kulinariko in turizem. S tesnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, sponzorstvi prireditev in s pomočjo ljudem v stiski so postali pomemben del občinskega življenja. Kljub poddaljenosti od mestnega središča ohranjajo status enega najboljših gostišč v občini, zahvaljujoč srčnim ljudem, lepemu ambientu in okusni hrani. Najlepša hvala občine Laško za podelitev te nagrade. Zelo sem počaščena, da so nas opazili naše vsakodanje delo, trud. Naša gostilna posluje že od 77. leta, dela vsak družina. Predvsem bi se rada zahvalila svojim partnerju, mami, bratu, otrokom in seveda tudi vsem zaposlenim, ker brez vseh njih do tega ne bi prišlo. Čestitke, kaj ne, še enkrat in dajmo še en aplavz. Tako bronasta grba sta podeljena, nadaljujemo pa s podelitvijo srebrnih grbov. Srebrni grb se podeli Jelki Kapun za dolgoletno predano delo na kulturnem, humanitarnem in vzgojno-izobraževalnem področju. Soustvarjalka življenja v Rimskih Toplicah in v naši občini. Kot dolgoletna vodja vrtca je uspešno pripravljala mlade Rimljane in tudi Laščane na osnovno šolo in vodila plesne dejavnosti. Postala je mentorica in predavateljica plesne vzgoje za številne vzgojiteljice in vzgojitelje po Sloveniji. Kot predsednica krajevne skupnosti Rimske Toplice je prispevala k razvoju kraja, organizirala zanimivo prireditev Človek človeku in sodelovala pri obuditvi tamkajšnjega zdravilišča. Aktivno se je vključila v reševanje problemov, povezanih z zdravstveno postajo Rimske Toplice. Kot prostovoljka pa sodeluje pri društvu Sožitje, Rdečem križu, kjer pomaga ljudem v stiski. Od leta 1977 je povezana z življenjem kraja. Zadnjih 19 let je podpredsednica kulturnega društva Anton Aškrc Rimske Toplice, kjer skrbi za kulturo in organizacijo dogodkov. Jelka Kapun je svojo predanostjo in vztrajnostjo pomembno prispevala k oblikovanju življenja v kraju. Priznanj nisem navajena sprejemati, ker je to eno večjih in edino priznanje, ki sem v svojem življenju prejela, tako da jasnih občutkov nimam, sem pa nekako v zadregi, ker dejansko so ljudje, ki so to predlagali, so me prepoznali so moje delo in po tej strani sem pravzaprav vesela, da je nekdo prepoznal moje delo, čeprav nisem tega počela zato, da bi v življenju dobivala priznanja, pa vendarle moram se vseeno nekako zahvaliti tem ljudem, ki so me prepoznali in se pač odločili, da mi podelijo to priznanje.
srebrni grb se podeli Francu Šolarju za dolgoletno predano delo na področju čebelarstva. Franc Šolar že 35 let uspešno predseduje Čebelarskemu društvu Laško. Pod njegovim vodstvom je društvo postalo ključen akter pri ozaveščanju o pomenu čebelarjenja za biotsko pestrost in zdravo hrano. Naša občina se je v tem času uveljavila kot pomembna čebelarska destinacija na vseh ravneh. Čebelarstvo in lectarstvo Šolar je lani praznovalo 40-letnico. V njihovih čebelnjakih se ukvarjajo tudi z apiterapijo, ki dodatno prispeva k prepoznavnosti naše občine kot platinaste zelene destinacije. Ta dejavnost je ključnega pomena za razvoj trajnostne strategije Varimo boljši svet. Pod njegovim vodenjem je Čebelarsko društvo Laško izpeljalo številne projekte sofinancirane z evropskimi sredstvi. Uspehi vključujejo vzpostavitev Čebelarskega centra Laško, sodelovanje v projektu Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev in razvoj kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško. Franc Šolar spodbuja tudi čebelarsko izobraževanje in sodeluje pri projektih, kot je Dan slovenske hrane. Aktivno se vključuje v promocijo čebelarstva in je tudi pobudnik sodelovanja občine na natečaju za čebelam prijazno občino. Ja, to občinsko priznanje mi seveda zelo veliko pomeni. Na koncu je to rezultat mojega preko 40 let dela na področju čebelarstva, tako v Laškem, pa tudi širše. Tako da sem zelo vesel, da so nekateri prepoznali to moje delo in seveda tudi nagradili s tem lepim občinskim priznanjem. Še en srebrni grb imamo, ta pa se podeli Silvestru Brumcu za prispevek k razvoju košarke v Laškem. Rojen leta 1968, se je s košarko začel ukvarjati relativno pozno, a je pri tem športu hitro napredoval. Po le 2 letih treniranja je postal član članske ekipe košarkarskega kluba Zlatorog. Zaradi številnih poškodb, ki so ovirale njegovo aktivno igranje, se je posvetil trenerski karieri. Neprekinjeno od leta 1999 je bil trener v košarkarskem klubu Zlatorog Laško in sodeloval s številnimi mladimi košarkarji, med drugim s Klemnom Prepeličem, Miho Lapornikom in Žigo Dincem. Njegovo delo je prineslo uspehe na državni ravni v različnih kategorijah. Poseben dosežek je zabeležil z generacijami rojenimi od leta 2003 do 2006, kjer je ekipa 2004-5 osvojila 2. mesto. Ekipa letnikov 2005-6 pa je v lanski sezoni 2022-23
postala državni prvak v kategoriji U18. Silvester Brumec svojo vlogo trenerja opravlja odgovorno, saj ne gradi samo športne poti, pač pa tudi osebnosti mladih košarkarjev. Sigurno sem vesel te nagrade in vesel tudi, da so v Laškem prepoznali, da vse te moje delo z mladimi v vseh teh letih ni bilo za manj. Verjamem tudi, da nagrada ni prišla samo zaradi ekipnih uspehov in uspehov nekaterih posameznikov, ki so v vseh teh letih bili v raznih reprezentancah, ampak tudi zaradi tega, ker so vsi ti fantje na treningih pridobili tudi gibalne in delovne navade in ogromno poznanstev, kar jim sigurno ogromno pomaga tudi v kasnejšem življenju. Če dalje bolj se bleščijo tile okvirji, kaj ne? Od bronastega k srebrnemu, torej sledijo še zlati. Zlati grb se podeli kulturnemu društvu Laška pihalna godba za dolgoletno uspešno delo na glasbenem področju. Zato vabim predsednika Laške pihalne godbe Martina Teraža, da se mi pridruži oziroma da se pridruži županu na odru. Laška pihalna godba, ustanovljena leta 1862, svojo dolgoletno tradicijo predstavlja pomemben del kulturnega življenja v Laškem. Od leta 1985, ko jo je pod svoje okrilje kot pokrovitelj prevzela pivovarna Laško, je doživela razcvet in postala ena najuspešnejših v Sloveniji. Godba šteje več kot 70 članov in redno sodeluje na državnih in mednarodnih tekmovanjih, s pomočjo mažoret pa pripravlja šov programe. Mažorete Laško so se godbi pridružili leta 1989. Z godbo korakajo in se redno udeležujejo tekmovanj, s katerih se vračajo z odličnimi rezultati. Bobnarska skupina, ustanovljena leta 1997, pripravlja zanimive šove in sodeluje pri projektih z znanimi slovenskimi izvajalci. Godba se lahko pohvali z mednarodnimi gostovanji, med njimi v Moskvi, Šanghaju. Lani je godba praznovala visok jubilej, 160-letnico delovanja, kar kaže na vztrajnost, zagnanost in ljubezen do glasbe vseh generacij njenih članov. Za člane kulturnega društva Laška pihalna godba občinsko priznanje pomeni neko potrditev za dosedanje delo, seveda tudi motivacija za nadaljnje udejstvovanje na kulturno-umetniškem področju. Vsekakor pa pomeni tudi, da je naše delo videno in tudi strani občanov Laškega cenjeno in se pravi, da nas tudi so veseli naše gostovanje tako v Laškem.
imamo še en zlati grb, ta pa se podeli Ivanu Medvedu za življenjsko delo na kulturnem področju. Rojen 1962 v Tevčah, je še danes pomemben soustvarjalec kulturnega življenja v občini. Kot klarinetist je začel svojo glasbeno pot v laški pihalni godbi, nato pa je študiral saksofon in oboe. Leta 1981 se je pridružil orkestru Slovenske policije in tam postal pomočnik poveljnika. Aktivno je sodeloval v osamosvojitveni vojni. Leta 1996 je prevzel vodstvo laške pihalne godbe. Poleg vodenja godbe je poučeval saksofon v glasbeni šoli Laško Radeče. Od leta 2001 naprej je bil vodja območne izpostave Laško v javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Leta 2009 je ustanovil vaško godbo Vrh nad Laškim, 6 let zatem pa je bil pobudnik za ustanovitev veteranske godbe Gambrinus, ki jo vodi še zdaj. Ivan Medved je s svojim delom pustil izjemen pečat v kulturnem in družabnem življenju naše občine. Kljub upokojitvi še vedno ustvarja tisto, kar ima najraje – glasbo. Še vedno se lahko zanesemo nanj, da bo s svojim širokim nasmehom na naši strani, ko bomo potrebovali kulturni program. Ob proslavi, odprtju ceste, ob obujanju ljudskih šeg in opravil še vedno prispeva k kulturnemu tripu naše občine. Najprej iskrena hvala predlagateljem, ki so opazili moje delo. Moram pa povedati, da nažalost moje delo ni odvisno od mene. Je vedno povezano z širokim krogom ljudi in to priznanje bi moglo biti tudi njihovo. Iskrene čestitke tudi prejemnikom zlatih grbov.
pa je na vrsti podelitev naziva častni občan, ki se ga podeli dr. Rafaelu Cajhnu za izjemno življenjsko delo na znanstvenem, izobraževalnem in gospodarskem področju. Zaslužni profesor dr. Rafael Cajhen se je rodil leta 1933 v Ljubljani, svojo mladost do leta 1957, ko je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko in strojništvo, pa je preživel v Laškem. Po diplomi je nadaljeval svojo pot na fakulteti za elektrotehniko in strojništvo, kjer je leta 1962 magistriral, 9 let zatem pa doktoriral. V 60 letih se je izpopolnjeval v tujini, nato pa se je posvetil akademski karieri. Leta 1971 je postal izredni profesor, leta 1977 pa redni profesor. In na fakulteti se je pa kmalu spoznal to, kar sem jaz iz Laškega prinesel. To moram poudariti. Bil je mentor številnim generacijam študentov, uspešno je usmerjal skoraj 300 diplomantov in postal spoštovan predavatelj ter avtor univerzitetnih učbenikov. V 60 letih je ustanovil laboratorij za regulacijsko tehniko, ki je postal pomemben center raziskav. Kot pionir avtomatske regulacije v Sloveniji in Jugoslaviji je Cajhen vplival na razvoj industrijskih polprevodniških krmil in energetske elektronike. Aktivno je sodeloval s podjetji in inštituti, ustanavljal raziskovalne laboratorije in razvijal inovativne naprave, med drugim univerzalni tranzistorski regulator. Dobil je številna priznanja za svoje delo, med drugim nagrado sklada Borisa Kidriča in državno nagrado za znanstveno raziskovalno delo. Zaslužni profesor dr. Cajhen je ne le vrhunski znanstvenik, pač pa tudi perfekcionist in ljubitelj številnih področij: fotografije, filma, akustike, letalstva, lovstva in šaha. Ves čas ohranja tesen stik z Laškim, kar se odraža v njegovih številnih delih, ki pričajo o zgodovini in kulturi našega kraja. In vam priznam, da sem bil zelo, zelo vesel in sem še vesel, ker jaz sem bil po srcu vedno Laščan, rad sem imel Laško in to priznanje mi od vseh priznanj, ki sem jih dobil, pomeni največ. Spoštovani gospod župan Marko Šantej, spoštovani prijatelji iz Laškega in okolice, spoštovani laški občani, spoštovane gospe in gospodje. Najprej se, gospod župan, toplo zahvaljuje občini Laško za veliko čast, ki mi je doletela z imenovanjem za častnega občana občine Laško. Moja zahvala gre tudi vsem tistim med vami, ki ste me predlagali za to veliko priznanje, tistim, ki ste predlog podprli, in občinskemu svetu, ki me je izbral za častnega občana. Za svoje delo in dosežke
sem prejel že veliko javnih priznanj, odlikovanj in nagrad. Vseh sem bil vesel, ker so potrjevale, da je moje delo pravilno usmerjeno, uspešno in koristno. Leta 1993 sem skupaj s svojimi 5 mladimi sodelavci na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu prejel celo naše največje državno priznanje, to je nagrado Republike Slovenije. Podelila nam jo je vlada Republike Slovenije za vrhunske znanstveno-raziskovalne dosežke in izume na področju avtomatike in elektronike. Torej na pomembnem področju, ki sem ga bil upeljal pri nas v Sloveniji. Povedati pa bom moral resnico. Nikoli nisem bil tako zelo vesel nekega priznanja, kot je to današnje. To pa zato, ker prihaja iz mesta mojega otroštva in odraščanja, iz meni nad vse dragega kraja, ki sem ga vedno zelo spoštoval ter podpiral in za katerega ugled sem že kot mladenič z vsem srcem in močjo veliko zaporednih let se boril na športnih in šahovskih tekmovanjih v Laškem in drugje. V laškem okolju sem tudi odrasel. Izoblikoval sem svoj značaj, si pridobil važna življenjska spoznanja ter znanja in delovne navade. Odraslega me je na to usoda ponesla v širni svet, s seboj sem ponesel bogato laško popotnico. Omogočila bi je številne delovne dosežke, poklicne in odpoklicne. V Laškem sem najprej 4 šolska leta obiskoval slovensko in nemško osnovno šolo. Nato pa sem se dolgih zaporednih 9 let vozil iz Laškega v Celje k pouku v nemško meščansko šolo in nato v odlično slovensko humanistično gimnazijo. Zatem pa še 4,5 leta k univerzitetnem študiju v Ljubljano. V vsem tem 18-letnem obdobju sem živel pri starših v Laškem ter bil vpet v laške dogodke predvojne, medvojne v času nemške okupacije in v povojne. V Laškem sem najprej preživel svoje 5. leto starosti, torej otroško obdobje, ki ga psihologi upravičeno uvrščajo za najbolj pomembno pri oblikovanju kasnejšega človekovega značaja. V mojem primeru se je to tudi zgodilo. O tem zame zelo pomembnem, zgodnem laškem obdobju želim spregovoriti. 5-letni deček sem v začetku leta 1938 prišel v Laško z očetom pivovarjem. Mati se nam je pridružila šele konec istega leta z majhnim bratcem Andrejem, kasnejšim laškim podjetnikom. Z očetom sva se vselila v dvosobno stanovanje v pritličju pivovarniške upravne zgradbe. Gostilničarska pivovarna Dedje Laško je bila postavljena na samem, na njivah zunaj mesta. Tega leta se je še vedno pospešeno opremljala. Oče pivovar je pripravljal vse potrebno za začetek proizvodnje piva. Vse dneve je zavzeto delal od 6 zjutraj do poznih večernih ur. Jaz pa sem v tem času sameval, skrbel zase in se lahko gibal samo znotraj visoko ograjenega in zaklenjenega pivovarniškega prostora, to je po dvorišču in po pivovarniških delovnih prostorih. To pa je pomenilo, da se nisem mogel družiti s svojimi starostnimi vrstniki, to je z otroci iz bližnje okolice. Osamljen sem si krajšal čas s prebiranjem otroških pravljic. Mati me je namreč že v mojem 4. letu starosti naučila brati in pisati. V Laško sem s seboj prinesel veliko zanimivih otroških knjig, pravljic.
Stalno mi je pošiljala še nove in z veseljem sem jih prebiral. Širili so mi obzorje in me naučili nekaj za otroka najbolj pomembnega, to je razmišljanja. Sposobnosti torej, ki človeka povzdiguje nad živali. Knjiga je postala in ostala moja vseživljenjska prijateljica, dragocena spremljevalka ter vir obsežnega znanja. Druga pomembna značilnost mojega bivanja znotraj pivovarne je bilo dejstvo, da sem se srečeval in se lahko pogovarjal le z odraslimi ljudmi, to je s pivovarniškimi delavci. V deževnih in hladnih dneh sem ždel v pivovarniških delavnicah, v ključavničarski, mezarski ali sodarski. Ure in ure sem z naraščajočim zanimanjem opazoval delo izkušenih mojstrov. To me je pritegnilo. Občudovati sem začel njihovo znanje, spretnost, zavzetost, osredotočenost ter medsebojno usklajenost. Ker sem jih videl vedno samo delati, je v meni zraslo važno življenjsko spoznanje, da je delo najvažnejše človekovo opravilo. Delavnice sem začel stalno obiskovati. Občudoval sem rezultate ročnega dela, to je najrazličnejše, čudovite, končne izdelke. Delavcem sem hotel posnemati. Oče mi je kupil komplet otroškega orodja. V stanovanju sem smel s seboj odnašati koščke odpadnega lesa in jih na to podobljenih navodilih mojstrov začel obdelovati in oblikovati. Postopoma sem napredoval in postajal sem vse bolj spreten. Moje igranje je začelo preraščati v pravo delo. V vsem življenju se na to nisem nikoli dolgočasil. Kasneje mi je oče kupil še otroški elektrotehnični komplet. Po eksperimentalni poti sem igraje spoznal še skrivnostno elektriko, moje kasnejše poglavitno življenjsko delovno področje. Bil sem radoznav deček. Delavce, ki so me vedno veselo sprejeli medse, sem stalno radovedno spraševal, kaj je to, čemu rabi, kako deluje. Ponosno so mi vedno resno odgovarjali in pojasnevali. Veliko so me naučili. Spoznal sem tudi, da so starejši ljudje izkušeni in modri. Začel sem jih spoštovati in se z njimi družiti. Od tod izvira moja kasnejša značilnost, da sem vse življenje zlahka navezoval prisrčne stike in medsebojne simpatije, predvsem s starejšimi ljudmi. Ne znam pa pojasnovati dejstva, da so se tudi številni starejši ljudje vselej spontano enako obračali do mene, preprosti ljudje, ročni delavci, kmetje, pa tudi gospodarstveniki, svetovno zelo ugledni domači in vrhunski znanstveni in profesori, ter visoki domači in tuji voditelji, diplomati, ministri in tako dalje, s katerim sem se srečeval v domovini in na tujem, kot soprog svoje žene Brede, ki je delovala na mednarodnem diplomatskem področju. Tudi to mi je omogočilo, da sem lahko lažje uresničeval svoje številne delovne projekte in si širil obzorje. Za moje kasnejšo poklicno in obpoklicno življenjsko pot pa je bilo pomembno, da je bila nova laška pivovarna najsodobneje opremljena z najrazličnimi stroji, napravami in omrežji. Očeta sem spremljal po vseh prostorih in obratih. Nikoli me sicer ni učil in vzgajal, mi je pa znal na moja številna radovedna vprašanja vedno dobro pojasniti naloge in delovanja vseh strojev in naprav. To me je usmerilo v inženirstvo. Zagotovo najbolj pomembno v tem obdobju pa je bilo, da sem se naučil samostojno, natančno opazovati, kritično razmišljati in se na to samostojno odločati, kako delati in delovati. To je moje bistvo.
skrivnost mojega življenjskega uspeha. Ne velja samo za tehniško področje, temveč splošno za vsa področja človekovega bivanja in delovanja, tudi za religiozno, filozofsko in družbeno-politično področje. Vse to mi je odraščajočemu mladeniču dalo bivanje v Laškem. Usodno pozitivno je zaznamovalo vse moje življenje ter poklicno delo, pa tudi moje številne dolgoletne, obsežne obpoklicne dejavnosti. Prvošolčka me je oče vpisal v Laško sokolsko društvo. Prav v tej dvorani, v takratni telovadnici, sem leta 1939, torej pred 84 leti, začel telovaditi pod vodstvom brata Dragarja. Naslednji značilen oblisk tega telovadnega doma je sledil junija 1941, ko je vse naša družina, kot tudi vse druge, morala stopiti pred okupatorjevo politično in rasno komisijo, ki nas je, kot živino na sejmu, sramotno zviška ogledovala, ocenjevala, kričala na nas in odločala o tem, v katero od treh političnih skupin nas bo uvrstila. V težkem obdobju druge svetovne vojne, ko je šlo za obstoj slovenskega naroda in za grozovite nacistične zločine, sem v Laškem od bližju doživel več kot 50 bombnih letalskih napadov na laški železniški most. Stanovali smo v Srebotovi hiši, komaj 500 metrov oddaljeni od mosta. Odvržene letalske bombe so letele prav nad nami in se razletavale tudi v naši bližnji okolici. Prva letalska bomba, ki je bila odvržena na Laško, je eksplodirala komaj 80 metrov proč od mene. Videl sem in slišal njeno eksplozijo. Močan zračni piš me je vrgel na tla in name so začele z višine padati težke zemeljske kepe. Srečno sem preživel tudi 3 nizke napade zavezniških lovskih letal, ki so nad menoj s strojnicami in hitrostrelnimi topovi napadali bližnjo nemško železniško lokomotivo. Med vojno sem deloval tudi kot partizanski kurir na zvezi Laško-Zgornja Rečica. Po končani vojni so me sprejeli v članstvo Zveze borcev narodno-osvobodilnega boja. Bil sem ponosen, da sem tudi jaz nekoliko prispeval k našemu osvobodilnemu odporu. Po končani vojni pa v režimsko-politično obarvani zvezi borcev NOB nisem hotel sodelovati. Tudi kasneje nisem nikoli bil član neke politične stranke ali organizacije. Nisem bil upornik, le presodil sem, da je bolje biti čim dlje od aktivne politike. Otroci, ki smo odraščali med strahotami druge svetovne vojne, to je v negostovosti, lakoti in v vsesplošnem pomanjkanju, smo zgodaj odrasli in bili resni. Prvo 12-letno povojno obdobje sem preživel najprej kot celjski dijak in nato kot ljubljanski študent. Ves čas sem bival pri starših v Laškem. Bil sem navdušen športnik ter na številnih športnih nastopih in prireditvah zavzeto in uspešno branil barve in čast svojega mesta. Nabiral sem tudi koristno, praktično tehnično znanje, ko smo se otroci takoj po vojni igrali z najrazličnejšo odvrženo vojaško tehniko. Zelo koristile so tudi številne takratne laške delavnice ljudske tehnike, na primer radiomaterska, brodarska in tako dalje. Ugotavljam, da izhajajo vse korenine mojega kasnejšega uspešnega poklicnega in številnega dolgoletnega opoklicnega dela
iz tega laškega obdobja. V Ljubljani sem bil resen, prizadeven in zelo uspešen študent. Študiral sem disciplinirano, z velikim zanimanjem, predvsem prizadevno, pa tudi z lahkoto. V vseh letih študija sem, na primer, po sili razmer izpustil samo eno predavanje. Že v drugem študijskem letniku sem napisal zahteven univerzitetni učbenik Opisna geometrija, ki ga Slovenci nismo premogli. Na pritajeno željo svojega začudenega in hvaležnega profesorja sem mu ta odličen rokopis tudi podaril. Na elektrotehnični fakulteti sem predčasno, torej še med rednim študijem, opravil vse predpisane izpite, vse v prvem poskusu in z visokimi ocenami. Kmalu pa sem vnaprej opravil še vse izpite iz predvidenega bodočega zadnjega 9. semestra. S posebnim dovoljenjem sem zato še pred zaključkom rednega šolanja diplomiral z najvišjo možno oceno. Poglavitni dialog temu ni bila neka genialnost, temveč moj odnos do dela, resnost, veselje do znanja ter številne praktične delovne navade in izkušnje iz domačega Laškega. Moja predčasno opravljena diploma je bila senzacija in tedanje presenečeno šolsko ministrstvo mi je podelilo posebno nagrado. Fakulteta za elektrotehniko pa mi je že ob podelitvi diplome ponudila delovno mesto asistenta. Leta 1957 sem se za stalno preselil v Ljubljano. Vse konce tedna in počitnice pa sem še vedno prebil pri starših v Laškem. Kmalu sem, komaj 27-leten, postal univerzitetni predavatelj. Delovno naravnanemu Laščanu mi je v nadaljnjih desetletjih uspelo ustvariti zadovoljive delovne dosežke na številnih področjih v Sloveniji, Jugoslaviji in v tujini. Razkriti pa vam moral še eno svojo laško ljubezen. To je bila reka Savinja. Reke so nekaj živega in dajejo pečat ter lepoto mestom. Kaj bi bila Dunaj in Budimpešta brez Donave, Praga brez Vltave, Pariz brez Sene in Laško brez Savinje. Kot vsa takratna laška okolica je bila tudi Savinja še zelo nedotaknjena, bistra in polna življenja v njej in ob njej. Večino prostega časa sem preživel v območju naravnega kopališča, ki smo ga imenovali Ana Kapela. Kmalu po končani drugi svetovni vojni sem si pod vodstvom poznanega, delovnega in zelo ljubeznivega Laščana Jana Zaremsa, delavca v laškem termalnem kopališču, v prostorih ljudske tehnike zgradil svoj kajak. Z njim sem veliko zaporednih let, v vseh 4 letnih časih in ob vseh vodostajih veslal po Savini od Vrteč do Celja. Poznal sem ves tok, vsak večji kamen ali skalo, vsako plitvino, vsako brzico, vsak tolmun. Bil pa sem tudi laški športni ribič. V Laškem sem tudi po odhodu v Ljubljano aktivno sodeloval na več področjih. Na primer tekmovalno kot najboljši laški šahist, prvi predsednik Laške podružnice Celjskega akademskega kluba, aktivn član in nato starešina Laške lovske družine ter njen gojitveni referent v lovskem revirju Grahovše. Vpeljal sem več lovsko koristnih novosti, ki jih je nato celo uzakonila Lovska zveza Slovenije. Kot laški lovec sem spoznaval živo in mrtvo naravo ter jo začel neskončno spoštovati in sem se zlil z njima. Na pobočju najvišjega hriba v Laškem lovišču sem si v odmaknjeni samoti nad velikimi Grahovšami pri vrhu nad Laškem
zgradil lovski dom. V njem sem v miru in tišini napisal več svojih univerzitetnih učbenikov in spominskih knjig. Pri prijatelju sem se tudi številni domačini, nekatere vezi še po tolikih letih obstajajo. Ko sedaj občasno obiskujem Laško, še vedno čutim, da ne prihajam le na grob svojih staršev in brata, temveč prihajam domov, v kraj moje mladosti, k svojim prijateljem. Tega občutka v Ljubljani nisem nikoli imel, tudi sedaj ne. To je moja zgodba, to so moji laški spomini, to so moji občutki. Mestu Laško, občini Laško in njenim občanom želim kar najboljšo prihodnost. Zelo občudujem hvalevredno laško značilnost, njeno domoznansko aktivnost. Občudujem tudi delo Laške mestne knjižnice in njeno široko vpetost v kulturna dogajanja. Zahvaljujem se ji za hranjenje in promoviranje mojih številnih knjig, ki jih je sedaj že 35. Zahvaljujem se tudi za upravljanje javne predstavitve mojih novejših knjig iz laške zgodovine in nekaterih mojih dokumentarnih filmov. Odličen informativni laški bilten, ki ga redno prejemam in ga z veseljem in zanimanjem prebiram, kaže neverjetno bogato in raznoliko aktivnost na številnih področjih, lepe dosežke, nakazuje pa tudi nekatere bodoče načrte. Zelo prizadevnim občinskim voditeljem in občanom želim veliko uspeha pri uresničitvi zastavljenih nalog. Če menite, da bi lahko vaš nov, že dokaj prileten častni občan kakšno malenkost še prispeval, bom to zelo rad storil. Dovolite mi še, da na koncu čestitam vsem letošnjim sprejemnikom občinskih priznanj za njihove dosežke in prispevke. Ponovno se zahvaljujem za veliko čast, ki ste mi jo izkazali, enako tudi vsem vam tukaj prisotnim. Hvala lepa, profesor dr. Rafael Cajhan in seveda iskrene čestitke vsem nagrajencem. Sledi pa kulturni program, v katerem poleg salonskega orkestra Lucky and the Pipes ter gostov sodeluje še dramska skupina Lux Teatrum.
živčno spet. Latinščina, ta test me tako Joj, skrbi. lej, saj smo, pardon. Prosti. Pa saj smo se učili, a gremo še malo ponavljati? Ja. Ok, lej, tisto spreganje ti bo že šlo, saj smo učili. Samo preteklih. Ja pa, saj, to smo že učili. O, gospoda Sredničarka, glih vas iščem. To morate slišati. Vete, zadnji smo pisali spis. Ne? In jaz sem napisal najboljšega. Še pred celim razredom sem ga mogel prebrati. Ampak pol mi profesor reče, ja, čestitke za spis, ampak ker so vse tak skupaj neki nakracali, vam ne morem dati ocene. A je to pravično? Ah, Karl, vse bo. Med ljudi bom šel s knjigo Igoja v rokah in klical ljudem bom in klicali bodo milijoni z menoj. Dol z vojno, nasiljem, krivico. Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo. Začutil bom dneva novega si. Dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic. S prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti. Hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi me, da veš, in roko mi drobno snemi iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Lej, malo bova končala šolo in potem bo najna zveza lahko postala javna. Lahko se bova poročila in imela otroke. Otroke? Ja, otroke. A ti sploh veš, koliko sem jaz star? 17. Ja, in? Ne razumeš. Glej, jaz moram pisati, jaz moram govoriti ljudem, jaz si moram navdušiti, zbirati nožice, če ne bo vse vrak vzel. Vse to boš lahko še vedno počel. Lej, rada bi imela družino, otroke s teboj. Saj bo še čas. Poslušaj me, deklica moja, poslušaj. Veš, zadnjič sem zbirke erotičnih pesmi prebral. Pa sem se tako sem se smejal. Mlad pesnik je pisal pesmi dekletu. Demant moj, skrivnost vseh skrivnosti. Zaklad vseh zakladov si ti. Nebeška opojnost je tvojih oči. Tako je pisal in jaz sem se vsem tem besedam smejal. Saj ti bi se tudi, kaj ne? Tovariš si mi in ostaneš za vselej tovariš. Oba sva človeka slabosti in kadar je ura trpljenja 12, takrat še bolj močno začutiva svoje človeštvo. Takrat je med nama vse polno vezi. A on je govoril, nebeška opojnost je tvojih oči. Kaj meni nebeška opojnost oči? Jaz ljubim ljudi. Ljudi, ki znajo gledati z očmi. Tja med ljudi bova deklica šla. Tja med življenje, v sredino gorja. Jaz bom oral in ti bo cejala pšenico. Zvečer bova trudna in srečna ležala na trati
in zrla spokojno v bodočnost. Da još jednom čujem riječ
Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src, ljudje? Zakaj vam niso vpisane v očeh vaše misli in želje? Kajti prav v teh dneh, ko je vsaka slutnja greh, ko si vsak želi uteh in skriva vsak po svojih zapoteh, prav v teh usodnih dneh bi morali nositi vsi srca v dlaneh. In kadar bi se zavedali, kaj naš up velja, kaj velja naš težki boj, da ni malo naših, da nas je nebroj. Ljudje, če v vaših bi očeh razprav, po kakšnih hodite poteh, in če vsakdo od vseh srca na dlan bi dal, da človek bi človeka prepoznal, takrat bi v hipu stari svet propal.
Ob zaključku današnje občinske proslave, ko smo se za trenutek dotaknili tudi Kajuhovih pesmi, saj je letos leto Karla Destovnika Kajuha, se zahvaljujemo vsakemu posamezniku, organizaciji in društvu, ki je soustvarjal to nepozabno doživetje. Skozi izjemne zgodbe, priznanja in ljubezen, ki jo čutimo do naše občine, smo okrepili povezave med nami. Danes smo se zbrali kot ena velika družina, združena v ponosu do našega kraja. V prihodnosti bomo še naprej gradili skupaj, spoštovali dediščino, ustvarjali nove priložnosti in negovali tisto, kar nas dela edinstvene. Hvala vam, dragi občanke in občani, za vašo predanost in trud. Naj bo vsak dan nov izziv in nova priložnost za gradnjo boljše prihodnosti.